Kvalifikacije v prvi vajni disciplini Špela Ponomarenko, bili ste suvereni, prepričljivo ste zmagali v konkurenci med Madžarkami, Ukrajinkami. Ja, bilo je malo lažje, kot smo si mislili, tako da zadnjih 50 metrov smo malo spustili ritem, tako da nismo bili pripravljeni na to, smo se tam malo razhajali, ampak je bilo dovolj in mislim, da za finale imamo še dosti več moči in energije za dati in so lahko še hitrejši, kot smo bili. Anja? Ja, pač od veslanja smo dokaj ok, vem, da lahko odveslamo boljše, vem, da to vedno rečemo, ampak ko pričakujemo najboljše, to kdaj ni ok, ampak smo prepričljivo zmagali, nismo se niti do konca zmatrali, tako da v petek pričakujemo le najvišje mesta. Konkurenca je bila že v kvalifikacijski skupini tista najmočnejša z Madžarkami, z Ukrajinkami, tu ste dobili neko primerjavo. Ja, Ukrajinke so tiste, ki so zmagali na evropskih igrah. V drugi skupini so bile še Belorusinje, ki so hitre tako na 200 kot na 500, bo ena izmed glavnih favoritin in mislim, da so še Nemke tiste, ki lahko mešajo štrene na vrhu, ker so ipak lanskoletne svetovne prvakinje na 200 metrov. Zdaj vaju čaka še tekma na 500 metrov? Ja, zdaj gremo se razveslati, se spočiti, mogoče zvečer prideva še na eno lažje veslanje v enojcih, da malo to presekamo, da ne bo vsak dan K2, ker tega ponavadi na treningih ne delamo. Dobro so pripravljene in glede na to, da je bilo danes lažje, kot smo si mislili, mislim, da... Upamo, da bo tudi jutri tako. Ja, no. Dobro smo trenirali in verjamem, da smo dobro pripravljeni in da bomo dali jutri res vse od sebe za tistih 3 mesta, ki vodijo v finale. Anja, do pričakovanja jutri, tu pa gre za olimpijsko priložnost. Ja, jutri je tisti pomemben dan. Najprej se moramo uvrstiti v finale, potem šele moramo razmišljati o soboti, ampak če odveslamo tako, kot znamo, mislim, da tista 3 mesta ne bi smeli zgrešiti in mislim, da bomo jutri odveslali tako, kot znamo in po to smo prišli in mislim, da bomo to tudi naredili. Špela že ima olimpijsko izkušnjo, vi še ne? Ja, Špela ima že kar nekaj, jaz nimam še nobene, upam, da bo to naslednje leto moja prva in ne zadnja, tako da o tem bomo se lahko pogovarjali v soboto, predtem pa ne bi rada kakšno karmo preklicala, tako da v sobotah bomo govorili o olimpijskih igrah. Ok, hvala, vso srečo.